Dober dan z Konjskega vrha v času 12 volčjih noči ali svetega 12-rodnevja, kot je potem krščanstvo poimenovalo. Te noči od Božiča do svetih treh kraljev. Aha, volčje noči. Volčje noči. Volčje noči Grozne, temne. Grozne, temne, iz pradavnine že izhaja. In to je treba premagovati, ne? Tako, in takrat so hodile, Pehtra baba je strašila po našem podeželju, Šent, divja jaga in vsa ta zla, grozna bitja so prihajala, hkrati pa so potem bili razni simboli in tisti zavetniki, ki so pa odganjali te zle sile iz naših domov. In ta čas je poln simbolov, tudi današnji dan je en takšen simbolni dan. In danes sva rekla, da bova spregovorila o tem, o pomenu obredov, o pomenu simbolov v našem življenju. Premagovanja tega, kar nas straši, kar vzbuja bojazen, poiskati zavetniki, ki nam stojijo ob strani. To je potem krščanstvo nadaljevalo svetniki. Včeraj je bil sveti Štefan, smo blagoslavljali sol, pa smo blagoslavljali vodo, pa smo blagoslavljali tudi konje. Danes je Janez evangelist, ko smo blagoslavljali vino. Torej, to so vsa tiste znamenja, kako dejansko premagovati prekletstvo, ne? Tiste zle, temne sile, ki so bile v preteklosti poimenovane, kot so bile poimenovane, ampak dejansko gre za premagovanje tega, kar nas notranje streši, ne? Ker recimo tista divja jaga in vse tisti zlovešče prisotnosti so dejansko bile simbol, so poosebljale tisto, kar je potrebno z svetimi močmi, ti si rekla, bova govorila o blagoslovih, ne, premagovati. Ne, ker potem človeku premagati je potrebno predvsem strah, ne, kajti strah nas najbolj spodkopava in tukaj osamljenost in strah je nekaj najslabšega, ne, je bilo potrebno vnašati tiste prisotnosti, svete prisotnosti, ki so bile zmagovite nad tem, kar smo poosebili kot predstave zla, hudega, temačnega, ne? In kar se nabira v človeku in je zelo dobro, da se že od malega usposobimo, kako dejansko izplavati iz strahov, ne? Nazaj v tisto spokojnost, samozavest, svetlobo misli in pa počutja. Ne? Pa če gremo mogoče k osamljenosti in strahu, ravno v teh prazničnih dneh je velikokrat spremljevalka mnogih ljudi osamljenost. Ja, to mora, če moramo na kaj paziti to, da se ne bi osamili oziroma da ne bi koga puščali osamljenega. Ne? Če vidiš, da je tvoj sosed sam, recimo soseda sama, je zelo pomembno, da potrkaš in izraziš neko pozornost. Ne? Zato so ljudje ob praznikih drug drugemu prihajali, da so si zaželeli srečo, zdravje. In že te izražene želje so bile kot blagoslov. Kajti nas beseda, izražena beseda, želim ti vse najboljše, te zaznamuje. Ne? Strukturalno celo spremeni tvojo celično resničnost. To so delali, mi imamo približno 70% koliko vode, ne? Človeško telo, in so delali prav raziskave neke Japonce, da se nam spomnijo imena, ne? Ko izrečeš ti nekomu spodbudno besedo, ne? In ne gre pozabiti, da jo moramo najbolj izrekati najbližjim, ker ti so v največji nevarnosti, da bodo spregledani, ne? In ker jim želimo samo dobro in kar naprej govorimo, kar ni dobro. In s tem ti dejansko človeka obremeniš. Ti moraš izrekati, jaz moram izrekati bližnjim besede, ki jih same po sebi dvigujejo. Ne? To je tudi izraz blagoslov, blaga beseda. Ne? Tista beseda, ki je groba, ki je podcenjujoča, ki je omalovažujoča, ne? Ti nisi, s tebe nič ne bo, poglej, spet nisi, to bremeni. In mi si tega medsebojne obremenitve ne smemo privoščiti. Recimo, če bomo naredili, zdaj vstopamo, kmalu bo novo leto, če bomo naredili kakšno zaobljubo, ni potrebno narediti, da pač ne bomo jedli sladkarije. Prvo je, da si ne bomo izrekali besed, ki bremenijo.
oziroma tisto, kar večkrat ponavljamo, preden ti bom izrekel nekaj, kar želim, da se predrugači v odnosu, ti bom povedal najprej 5 stvari, da si vreden. Ker s tem te okrepim, ne, to je blagoslov, s tem te blagoslovim, te okrepim, da bo zmogel sprejeti tisto, ko ti bom pa izrekel, tu bi pa želel, da predrugačiva odnos. Ne. To je zelo, zelo pomembno, so ti izrazi blagoslova, ki niso samo tisti, ko pride duhovnik pa požegna stanovanje, oziroma ko v tem obdobju, ne, volčjih nočih, kot rečemo temu po starem, kar 3-krat blagoslovimo svoje domove. Torej, na sam božični dan smo to storili, sveti večer, potem na drugi sveti večer, ki je Silvestrovo, in tretji sveti večer, praznik Gospodovega razglašenja oziroma praznik svetih 3 kraljev. Ne? Ker je res potrebno zaznamovati oziroma dati tem temačnim počutjem, je potrebno dati protiutež. Ne gre to, da samo duhovnik blagoslavlja, tako vsaka beseda je blago izrečena, je blagoslov, vsaka gesta, ne, je blagoslov, je hrana. V komuniji je bila recimo navada, ker so bili raznoliki, ne, da so rekli trenutek tihote. Ne. Takrat se prebudi odnos do jedi, ki jo bomo spostavili. In zdaj pravijo strokovnjaki, da če ti kar planeš na jed, dejansko se telo ne pripravi na konkretno vsebino, ki jo bo zaužilo. Ko pa ti zreš, ko vzpostaviš odnos, se celo ravno tiste prebavne, se ne spoznam na to, prebavni pomočniki vstopijo v akcijo, ki so za določeno hrano potrebni. Ne? Tako da je potreben, ta odnos je sila pomemben. Odnos sožitja, odnos hvaležnosti, odnos čutenja, ne? Medosebnega, do vsega, kar nas obdaja. Ne? In tu potem prideva tudi do obredov. Ta čas je tudi poln obredja. Tudi obredi so kot neki stebri, ki nam... Mi smo obredna bitja. Odkar pomnimo človeka, ne, sledimo recimo znamenjem določenih obredov, ne, tudi recimo pri naših sorodnikih neandertalcih, ne, so odkrili, da so grobove krasili s cvetjem. Ne. Mi smo obredna bitja. Mi si to, kar navznoter doživljamo, kar želimo vzpostaviti, dejansko navzven izražamo s določenimi gestami, ki so potem tudi simbolnega pomena. Simbol pa ima pa sam po sebi moč. Ne. Čist preprosti simbol je, da se nekomu nasmehneš. In kako to deluje, ne? To deluje odrešujoče. To je, bi rekel, zunanji simbolni izraz neke naklonjenosti, pozornosti, in ko ga nameniš nekomu, sprožiš, ne? Ima moč. Tudi pri tistem dobiš vrnjen nasmeh. Če pa nekdo tega ne more dati, pa si ga pa vendarle vsaj nekoliko notranje ukrepil. Se spomnim, ko sem bil na neki župniji, pa je bil sosed, koliko časa sem ga moral prijazno pozdravljati, da mi je zmogel povrniti prijazen odgovor. Ampak on mi je potem kasneje pripovedoval, koliko tega težkega je doživel v življenju in kako ga je ta prijaznost, ta naklonjenost dejansko krepila, mu dala moči do tiste stopnje, da mi je zmogel pogledati v oči, se mi nasmehniti in mi vrniti pozdrav. Ne? Zato recimo, če ti nekdo ne odzdravi, bistvo je, da ga ti pozdraviš, ne? Da mu ti nakloniš prijaznost, da ga ti blagosloviš z obredno gesto, recimo, ki je prijazna beseda, nasmeh, poklon. Mi smo se to celo učili v 1. razredu osnovne šole. Namreč opažam, da mnogi otroci tega ne obvladajo. Sem prišel k neki družini, pa sem pozdravil otroke, ne? Pa mi niso odgovorili. In potem je rekel oče, mali mi je neroden. Sem rekel, ne, treba jim je pomagati, da bodo vstopili v to obredje. Ne? V 1. razredu učiteljica mi je šla nasproti, jaz njej, sem ji moral pogledati v oči, se nasmehniti in reči prijazen dober dan, in potem smo vadili.
Ker vse te geste, obredne geste je treba vaditi. Ne samo obredje, ki se ga naučimo, pa ne vem, kaj je to blagoslov doma. Temeljni obred je v naši medsebojni komunikaciji, ki nas zaznamuje. Če jaz blagoslovim vodo, ima dodano vrednost. Če sem prijazen, če izrečem blago besedo človeku, ima ta človek dodano vrednost, ker sem ga okrepil. In seveda tudi jaz potem pričakujem, da mi da tisto moč, s katero bom lažje se soočal s tem, kar je v življenju težkega. Blagoslavljati se je zelo, zelo pomembno. In tu se ti res mi zahvaljujemo, da nas okrepiš vedno znova, da si nas zdaj že drugo leto zapored. Že 2 leti se srečujemo, nadaljujemo tudi po novem letu. Se veselim tega. Naj vam bo srečno, zdravo, kot rečemo, in blagoslovljeno, da bi bili deležni mnogih blagih naklonjenosti in da bi jih tudi sami delili. Srečno. In se vidimo v novem letu. Srečno. Srečno.